Čeprav je tretji kamen od Sonca, kakor Zemlji včasih rečemo, star več kot 4 milijarde let in pol, danes njen rojstni dan praznujemo šele 50. leto zapored. Osrednja letošnja tema so podnebni ukrepi. Odkar smo doma zaradi novega koronavirusa, se je ustavil javni promet, proizvodnja v nekaterih tovarnah je zastala ali pa se zmanjšala, pa tudi z avtomobili se vozimo manj. To pomeni tudi manj toplogrednih plinov. A spomladansko vreme je pri nas takšno, da onesnaženje v tem času na srečo tudi sicer manj občutimo. Na onesnaženost zraka v glavnem vplivajo izpusti v prometu, pozimi predvsem izpusti iz kurišč, pomembno pa je tudi vreme. Tako naprimer dež umazanijo spere iz zraka, veter pa onesnaženost razpiha in tako ta dva pojava povzročita, da imamo takrat čist zrak. Zrak v Sloveniji je zaradi vremena najčistejši ravno spomladi in jeseni, zato ni nenavadno, da je zdaj čistejši kot pred nekaj meseci. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa pa so manjši tudi izpusti v prometu. To smo opazili tudi na naših merilnih napravah, saj so ravni onesnaževal, ki jih povezujemo s prometom, v tem obdobju nižje. Za spomladanski čas so značilne tudi velike temperaturne razlike med jutrom in popoldnevom. Kadar pa je ozračje suho, pa se ob ponoči lahko zaradi sevanja zemeljskega površja proti vesolju tudi ozračje zelo hladi. In so temperaturne razlike lahko tudi več kot 20 stopinj na posamezni lokaciji. Za tak pojav mora biti vreme mirno, zrak suh, brez vetra, sonce pa dovolj visoko na nebu. To ponoči povzroči nastanek toplotnega obrata, tega pa sonce čez dan razkroji in tako so temperaturne razlike med nočjo, jutrom in popoldnevom lahko zelo velike. In kadar imamo recimo topla obdobja v februarju in v marcu, kot je bilo to letos, potem vegetacija močno odžene in zdaj že v aprilu vse cveti. Če bi bilo v februarju in marcu bolj mrzlo, bi rastline pognale pozneje in zdaj ne bi pomrznile. Sicer pa aprilski valovi hladnega zraka niso nič nenavadnega. Nenavaden pa ni niti puščavski pesek, ki ga večkrat na leto veter prinese k nam iz Afrike. Konec marca pa smo za spremembo dobili pošiljko iz Azije, z območja v bližini Aralskega jezera. In potem je ta prah potoval prek Turčije in Balkana vse do Alp. In je tudi Slovenijo zajel v tako še nerazredčeni obliki, da smo beležili kar marsikje rekordno visoke koncentracije teh finih prašnih delcev. Na vreme žal ne moremo vplivati, lahko pa vplivamo na izpuste in s tem pripomoremo k temu, da bo zrak manj onesnažen.